Oprosti. Ok, in smo tudi v živo na Facebooku. Bom ti povedala, ker to zdaj je malo sprocesirati. Okay. Dobro, se upravičujemo za tehnične težave, Evo, malo potrpljenja pa bo. Ok, smo torej še v živo na Facebooku, tako da še enkrat lep pozdrav vsem, ki nas spremljate preko Facebooka. Zaradi velikega števila prijavljenih pač smo na dveh mestih, nič ne de. Tudi tisti, ki ste preko Facebooka, lahko postavljate vprašanja v komentar in bo naša Lena, ki spremlja Facebook, vas pretvorila v Zoom vprašanje, kot na dražbi recimo, ker so nekateri prisotni v živo, drugi pa preko telefona ali interneta. Hkrati naj še enkrat opozorim, da je omogočeno tolmačenje v slovenski znakovni jezik. Obeji tolmački sta v tako imenovanem spotlightu, sta torej ves čas vidni, tako da se bosta menjavali pač glede na potek časa. Skratka, preden začnemo z celotno delavnico, še nisem se predstavila, sem Tina Divjak, vodja programa Active Citizens Fund v Sloveniji, sicer pa vodja zagovorništva CNVOS. Z nami danes pa je tudi Veronika Vodlan, projektna svetovalka CNVOS-a, ki se pa bo vključila malo kasneje. Veronika, si pa tako čudovita, da kar pomahaj. Sem že pomakala, živijo vsem. Absolutno se bomo potem, bom se verjetno tudi vmes kaj oglasila, ker se s Tino načeloma dopolnjujeva, tako pri vsebini, kakor potem pri sami izvedbi. Tako da bo začela sicer Tina, jaz pa potem nadaljujem. Ok, super, hvala Veronika. Skratka, današnja delavnica bi naj trajala nekje uro pa pol, dve, odvisno pač od količine in zahtevnosti vprašanj, ki jih boste postavljali. Na začetku bomo par besed povedali o samem programu ACF v Sloveniji, potem se bomo pa osredotočili na ta razpis, se pravi, za koga je, kaj se pričakuje, kako se bo ocenjevalo, kako izgleda prijavnica in podobno. Torej, če začnem z programom Active Citizens Fund v Sloveniji, gre za program, ki ga financirajo donatorice Norveška, Liechtenstein in Islandija in je del tako imenovanega finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora. Gre za to, da te tri države, ki niso članice Evropske unije, namenijo neka določena sredstva v 15 državah članicah EU, med njimi tudi Slovenijo, in del tega bazena denarja v vsaki od držav je namenjeno tudi nevladnim organizacijam in torej zato tako imenovani program ACF, Active Citizens Fund, katerega cilji so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo in opolnomočene ranljive skupine. V vsaki državi ACF program upravlja konzorcij organizacij, ki ga izbere Urad za finančne mehanizme v Bruslju preko javnega razpisa. Za program v Sloveniji smo bili izbrani CNVOS skupaj z Zavodom PIP iz Maribora in DRPD-jem iz Novega mesta. Za ta dva konzorcijska partnerja sta še posebej pomembna za male projekte, kajti Tina iz Novega mesta in Brigita iz Maribora bosta večinoma skrbnici na teh razpisih, tako da jih boste tudi dodobra v živo spoznali, še posebej tisti, ki boste seveda izvajali projekte. Program težek 3 milijone. Programirali smo ga sicer že 3 leta nazaj. Ko smo razmišljali, kako in kaj, smo razmišljali, da moramo program oblikovati tako, da bo res kar najbolje služil razvoju nevladnih organizacij v Sloveniji, glede pač na prednostna področja, ki se lahko financirajo znotraj tega programa. Zato smo v okviru programa imeli 4 različne razpise. Prvi je bil namenjen srednjim in velikim projektom, velik približno 1,5 milijona, razpis je že zaključen, trenutno se izvaja 20 projektov. Drugi
javni poziv je bil namenjen mikroprojektom oziroma hitremu odzivu za zagovorniške komunikacijske hitre akcije, pač kot odziv na neke grožnje ali priložnosti, ki so se pojavile. Bil je vreden 100.000 evrov, je prav tako zaključen in prav tako je ali se že zaključilo ali pa se izvaja skupno 20 projektov. Prejšnji teden smo zaključili tudi javni razpis za institucionalno podporo, ki je bil vreden 450.000 evrov. Izbrali pa smo 5 organizacij za pavšalno sofinanciranje izvajanja njihovega strateškega načrta. Ta podpora bo pa trajala v bistvu 3 leta. Vse projekte, ki jih financiramo, razen zdaj še institucionalne podpore, ki je še presveža, da bi bila objavljena na spletni strani z opisi organizacij, lahko najdete na spletni strani acfslovenija.si pod podprti projekti, tudi zato, da dobite mogoče nek občutek, kakšni projekti se iščejo, kajti ta javni razpis za male projekte je v resnici zelo podoben ta prvemu javnemu razpisu, se pravi po vsebini, razpisu, ki je bil namenjen srednjim in velikim projektom, le da tukaj, da je ta razpis namenjen manjšim organizacijam, gre za krajše projekte, manjše projekte, ampak se pravi vsebinski fokus, pa vsebinski okvir je pa enak. Več v skladu si torej lahko preberete na spletni strani ACF Slovenija brez j-ja v angleščini, torej zapisano .si, je pa res, da Google najde oboje, se mi zdi. Skratka, danes govorimo o zadnjem razpisu, o javnem razpisu za male projekte, na katerem je na voljo 358.500 evrov. Javni razpis je višji po razpoložljivih sredstvih, kot je bilo prvotno predvideno, saj smo popraskali vse ostanke iz prejšnjih razpisov, morebitna preostala sredstva od že zaključenih projektov in podobno, tako da je sedaj na voljo nekje 30.000 evrov več, kot je bilo prvotno predvideno. Zdaj, teh malo manj kot 360.000 evrov je razdeljeno po programskih rezultatih. Malo manj kot 170.000 evrov bo šlo za projekte, ki bodo naslavljali okrepljeno zagovorniško vlogo nevladnih organizacij. Kaj to pomeni, bom bolj po domače povedala kasneje. Malo manj kot 100.000 evrov za človekove pravice in malo več kot 90.000 evrov za opolnomočene ranljive skupine. To je ena delitev, kajti mi znotraj celotnega ACF programa na EU ravni moramo deliti sredstva po teh programskih področjih. Hkrati pa v okviru programa velja še ena zahteva, in sicer, da moramo posebej spodbujati slabše razvita geografska območja oziroma slabše servisirane ciljne skupine. Potem se pa vsak upravljalec sklada v posamezni državi odloči, kako se bo tega lotil oziroma kako bo to definiral. Mi smo se odločili, da bomo to pravilo konkretizirali na način, da bo iz teh sredstev 70% sredstev tega razpisa namenjenih slabše razvitim območjem oziroma ciljnim skupinam. Potem smo se pa vprašali, kaj pa to je. In glede na to, da ponavadi sicer rečemo vse, kar je izven Ljubljane, ampak ker vendarle obstajajo objektivni kriteriji razvitosti, sploh kar se tiče glede kohezijske politike, smo rekli, da se pravi 70% sredstev za slabše razvita območja pomeni vse, razen projektov, ki se izvajajo v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in pa Kopru. Zakaj pa to? Zato, ker so to mestne občine v zahodni kohezijski regiji, ki je pač bolj razvita od vzhodne kohezijske regije.
Kaj to v praksi pomeni, bomo povedali kasneje pri ocenjevanju. Nikakor pa to ne pomeni, da se pravi projekti, ki se na primer izvajajo v Ljubljani ali v Kranju ali na nacionalni ravni, nimajo možnosti financiranja, se pa pač bo posebej spodbujalo te ostale. Kar se pa tiče teh prednostnih ciljnih skupin, so pa v bistvu definirani strani financerjev, to pa so Romi, migranti, begunci. Tehnično glede projektov, se pravi velikosti trajanja, gre za projekte v višini od 5.000 do 20.000 evrov, ki so 100% financirani. Se pravi, ne rabite zagotoviti nobenega sofinanciranja. Projekti trajajo najmanj 6 in največ 12 mesecev. Pri čemer moram posebej opozoriti na nekaj. V obrazcih boste morali navesti datume začetka in konca projektov in to je tudi administrativni kriterij. Se pravi, ali projekt traja med 6 in 12 mesecev. Zato bodite pozorni, da se mesec začne s prvim in zaključi pač z zadnjim dnem. Veliko projektov je pravzaprav bilo zavrnjenih, ker so pisali, recimo, ne vem, projekt traja 12 mesecev od 1.3.2019 do 1.3.2020. To je več kot 12 mesecev, ker je to 12 mesecev in en dan. Sliši se sicer smešno, ampak pri administrativnem preverjanju je pač meja črno-bela. Zato bodite pozorni, da če se projekt začne 1.3., se more zaključiti 28.2., da je to 12 mesecev. Da ne bo potem nepotrebne slabe volje. Kot rečeno, lahko se sliši smešno, govorim pa na podlagi izkušenj in na podlagi približno 5% prijav, ki je bilo zavrnjenih zaradi takšne napake. Kdo so upravičeni prijavitelji? Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji. Kaj je nevladna organizacija, opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah. V razpisu smo zelo podrobno, še posebej v prilogi, opisali, kaj to je. Na začetku razpisa imate pač pogoje iz Zakona o nevladnih organizacijah, v prilogi pa imate, upam, da ste že pogledali, tabelo, kjer vam posebej za društva, posebej za zavode, posebej za ustanove piše, kaj posamezni pogoji za določeno organizacijo pomeni in kaj vam lahko oziroma kaj vam ne sme pisati v statutu, tako da lahko na podlagi te priloge zelo dobro preverite, ali ste upravičeni ali ne. Poleg tega, da so prijavitelji lahko samo nevladne organizacije, pa je tukaj še dodaten pogoj, ker kot rečeno, ta razpis je namenjen manjšim nevladnim organizacijam. Zato je dodaten formalni pogoj ta, da organizacija v letih od 2018 do 2020 ni imela povprečnega letnega prihodka višjega od 50.000 evrov. Skratka, povprečje more biti nižje od 50.000 evrov. Računa se povprečje na podlagi letnih poročil, ki ste jih oddali na AJPES. Torej, štejejo se v ta znesek vse donacije, vsa sponzorstva, članarine, hkrati pa tudi, če ste slučajno bili, ne vem, prijavitelji nekega večjega projekta in tudi, če ste veliko večino denarja od tega projekta prenakazali naprej projektnim partnerjem, se seveda vam šteje celotni znesek. Skratka, še enkrat, gleda se AJPES prihodek. Seveda to ne pomeni, da se na ta razpis, glede na to, da se pač gleda povprečje zadnjih 3 let, da se na ta razpis ne morejo prijaviti organizacije, ki so mlajše od 3 leta. Lahko se prijavi organizacija, ki je bila registrirana včeraj.
ta pogoj se gleda pač samo za starejše nevladne organizacije, se pravi za tiste, ki so starejše od 3 let oziroma ki delujejo zadnja 3 leta, ker se pač domneva, da organizacija, ki se je ustanovila letos ali konec lanskega leta, ni kar naenkrat generirala milijona evrov. Tako da skratka, ta pogoj se bo pač gledal tam, kjer je smiseln. Morate pa tudi tiste organizacije, ki ste ustanovljene manj kot 3 leta, recimo, če ste ustanovljene 2 leti, vendarle priložiti tudi vaša letna poročila za zaključena finančna leta, se bo pač smiselno gledalo oziroma računalo pač samo 2 leti ali kakorkoli. Naslednji pogoj je še ta, da lahko organizacija kot prijavitelj prijavi največ en projekt, ampak kot partner pa lahko sodelujete pri večjih prijavah. Torej, še enkrat, vi imate samo en projekt kot prijavitelj, ni pa nobenih težav, v kolikšnem številu ostalih projektov nastopate kot partnerji. Zdaj, kdo je lahko partner? Partner je lahko katerakoli pravna oseba iz Slovenije, iz drugih držav upravičenk ACF-ja, v razpisu smo našteli, katerih teh 14 to je, ali iz držav donatoric. Države donatorice so torej Norveška, Islandija, Liechtenstein in pa države upravičenke ACF-ja, 14 drugih držav, večinoma Srednja vzhodna Evropa plus Grčija, Portugalska, Malta, Ciper. Kaj to tudi pomeni, glede na to, da so partnerji lahko pravne osebe? Skratka, partner ne more biti SP, se pravi samostojni podjetnik ali samozaposlen v kulturi. Ti so lahko ali del matičnega tima, se pravi osebja prijavitelja, ali pa podizvajalci. Odvisno je od njihove narave dela oziroma od vpetosti v sam projekt. Če gre za eno izmed ključnih oseb, ki pač imajo sklenjeno pogodbo z organizacijo, tudi če so SP ali pač samozaposleni v kulturi, je to del osebe. Če pa gre samo za eno mini nalogo, ne vem, izvedba enega treninga, naprimer, je pa to potem podizvajalec. Zdaj, če vas zanimajo partnerji iz drugih držav upravičenk ACF-ja ali iz držav donatoric, lahko na spletni strani ngonorway.org preverite, katere organizacije so se že registrirale kot zainteresirane za partnerstva v različnih državah. Na tej spletni strani se lahko seveda registrirate tudi vi. Sicer pa lahko iščete po vsebinskih področjih, po državah, da bi našli primerne partnerje. Hkrati pa, če recimo v tej bazi ne najdete primerne organizacije, vas pa partnerstvo zanima, se lahko obrnete tudi na nas. V vsaki državi je seveda upravljalec sklada, ki nam lahko pomaga poiskati organizacijo, oziroma je posebna organizacija za Norveško in posebna organizacija za Islandijo, ki vam lahko pomaga prav poiskati željenega partnerja, če seveda obstaja. Potem pomembno je povedati tudi, da so partnerji lahko tudi neformalne skupine. Se pravi civilne iniciative, naprimer, to so tiste, ki delujejo v javno dobro, so neodvisne in podobno. Pogodbo z prijaviteljem podpiše izbran posameznik, recimo koordinator civilne iniciative ali pa skupine posameznikov, vendar pa se pa stroški za delo ne nakažejo civilni iniciativi, tako kot je to recimo za partnerja, ki je formalno registriran, ampak stroške plačuje neposredno prijavitelj. Zdaj, kar se tiče še partnerstva, je pomembno poudariti tudi, še posebej glede na to, da gre za manjše projekte, bodite pozorni, da če sklepate partnerstva, da so to recimo vsebinsko logična, da gre za partnerje, ki so nujno potrebni za to, da bo projekt dober, da boste dosegli dobre rezultate, da boste delali. Skratka, premislite, glede na to, kaj vi zmorete, kaj lahko naredite, koga še potrebujete za to, da se bo projekt dobro izvedel.
tako mi kot donatorji smo zainteresirani za dobra, dolgoročna partnerstva, ne pa za partnerstva na način, da pač nekdo, ne vem, prileti iz Norveške ali iz Romunije za 5-minutno predavanje na neki konferenci, to pač ni partner, to je gost na konferenci. Tako da previdno izbirajte svoje partnerje, če tudi se partnerstvo iz držav donatoric nagrajuje z 5 dodatnimi točkami, ki pa niso avtomatske. Se pravi, točke se delijo glede na vsebino partnerstva. Skratka, če gre samo za 5-minutni govor na konferenci, boste za to dobili 1 točko. Če gre pa res za to, da gre za pravo partnerstvo, za razvijanje skupnega projekta, za skupno izvajanje aktivnosti, takrat pa potem govorimo o pravem partnerstvu, o večjih točkah, ki vam jih potem ocenjevalci dodelijo. Ok, tukaj se bom sedaj ustavila, preden grem na vsebino. Ali so kakšna vprašanja v zvezi z temi tehničnimi pogoji? Prosim, najlažje bi bilo, če napišete v chat, se pravi v klepet, imam vprašanje, potem vam bom dala besedo, ker vas je kar veliko, da se predstavite, postavite vprašanje in ga bomo odgovorili. Če vam je pa nerodno govoriti, ga pa lahko tudi zapišete v chat, se pravi ali na chat na Zoomu, ali se pravi za tiste, ki ste na Facebooku, napišite v komentar Facebooka in se bo vprašanje čudežno znašlo pri nas na Zoomu. Skratka, prva vprašanja že dežujejo. Prvo vprašanje je bilo poslano samo meni, tako da velike skrivnosti se dogajajo. Tako da prvo vprašanje, torej v našem statutu imamo napisano, kar se tiče razpolaganja s presežkom. Zavod razpolaga s presežkom prihodki nad odhodki, ki jih doseže pri upravljanju svoje dejavnosti tako, da jih porabi izključno za doseganje svojega namena in ciljev, neprofiten namen. Ali imamo pogoj izpolnjen? Da imate. To je pač šolsko copy-paste, tako kot piše v zakonu. Če nimate napisano nič drugega v zvezi s tem, je pogoj izpolnjen in se torej pogoj neprofitnosti izpolnjeni. Naslednje vprašanje, ali je predvidena možnost pridruženega partnerstva? To verjetno prihaja iz nekaterih evropskih projektov, kjer imaš ti prave partnerje in tako imenovane pridružene partnerje, kjer naprimer pridruženi partnerji ne dobijo denarnih sredstev in podobno. Na ACF-ju ne ločujemo med različnimi kategorijami partnerstv. Partner je partner. Zdaj pa, če je partner, če je neka organizacija, institucija, kdorkoli, ni nujno, da so partneri samo nevladne organizacije, da ne bo pomote, seveda so to lahko občine, šole, podjetja, skratka, sindikati, cerkve, skratka, pač katerakoli pravna oseba, se pač ne glede na to, tudi če ne izplačate dobenih sredstev, ker jih mogoče imajo sami za ta namen ali karkoli, še vedno je to lahko normalen partner, če se pač iz aktivnosti, iz načrta izvedbe vidi, da je aktivno vključen v izvajanje projekta. Če pa gre za to, da ste se pa vi, ne vem, naprimer, da imate neko razstavo, s katero bi želeli iti po Sloveniji, pa ni potrebno, da je zdaj so vse, ne vem, 10 različnih muzejev ali galerij, kavarn, knjižnic, kjer boste imeli razstavo, ni potrebno, da je vseh teh 10 knjižnic partnerjev v projektu. Potem napišete samo v vsebinski del, smo se že dogovorili s to knjižnico, da bo tam razstava. Se pravi, partner je tisti, ki je vsebinsko malo bolj vključen v projekt. Mogoče bom jaz tlele samo dodala, pač to partnerstvo samo po sebi ne prinaša nekih dodatnih točk. Nas bo, oziroma pač ocenjevalce, bo v bistvu pri gledanju vlog zanimalo predvsem to, ali vi imate vključene, oziroma ali so na nek način vključeni, imate neke dogovore ali
nek pristanek na sodelovanje strani tistih oseb, organizacij, ki so pač nujne za to, da je vaš projekt lahko uspešen. Ne rabijo biti pa to sklenjeni neki formalni dogovori. Če boste vi rekli, nam občini to pa to smo se zmenjali, vam bomo mi verjeli. Ampak je pa res tudi, da na koncu bomo od vas zahtevali, da to dejansko izvedete. Tako da ne nam obljubljati nekaj, kar ne morete narediti. Če nimate še za ziher stvari, lahko rečete, da se dogovarjate s temi ljudmi ali pa s temi institucijami, ali pa da se boste trudili z njimi nekaj narediti. Tistimi, ko pa pač ste, pa pač ja, napišite, da ste, ampak potem res bodite. Zaradi tega, ker drugače boste imeli pri sami izvedbi težave in pač ne, se lahko zgodi, da pač v bistvu projekt na koncu tudi kasneje prekinemo ali pa pač mu odvzamemo del sredstva ali pa karkoli takega. Skratka, ni nam pa do tega, da bi pač, ne vem, formalno zraven nam predlagali 95 nekih izjav o podpori projektu in podobnim stvarim, ker pač to ni namen. Namen je, da pač so pač partnerji tisti, ki so res partnerji, ki imajo pač tudi vsebinsko dosti veliko težo v samem projektu in se potem pač tudi skupaj ocenjuje, če zdaj partnerstvo sposobno ta projekt izvesti. Pri institucijah, ki pa pač morajo biti zraven, ali pa pri drugih organizacijah, ki morajo biti zraven, je pa zadostno to, da vi veste, da morajo biti zraven, pa da napišete, da se z njimi dogovarjate oziroma da ste dogovorjeni, da pač bodo vam omogočali izvedbo projekta takrat, kadar je to potrebno. Ok, ja, hvala Veronika. Naslednje vprašanje, pozdravljeni, zanima nas, zakaj se sredstva, ki jih v sklopu dobljenega projekta nakažemo ostalim partnerjem, štejejo v naš prihodek, ki to dejansko ni. Zato, ker to dejansko je vaš prihodek, računovodsko pride noter, plus in na drugi strani gre pač minus dalje, ampak šteje se v vaš prihodek, to je vaš prihodek in tudi referenca je vaša. Vi se lahko naprej hvalite, smo imeli projekt vreden 200,000 evrov, kar veliko pomeni v vaši finančni zmogljivosti, medtem ko pa vaš partner se bo pa lahko samo s 30,000 evri hvalil, recimo, oziroma imel referenco, tako da dejansko računovodsko to je vaš prihodek. Zakaj sem to posebej omenila? Zato, ker smo pač v prejšnji izvedbi programa imeli težave s tem, da so organizacije na nek način prirejale letna poročila in štele samo ta svoj dejanski del, ampak ne, skratka, šteje se poročilo, kot je bilo poslano na AJPES. Naslednje vprašanje, ali je lahko klub študentov partner? Ja, je lahko, ker je pravna oseba registriran kot društvo oziroma kot klub, ni nobene ovire. Naslednje vprašanje, ali je kakšna ovira, če že trenutno sodelujemo v ACF projektu? Ne, ni. V javnem razpisu ni formalnega izključevalnega pogoja, če je neka organizacija že dobila denar na drugem projektu, ne more dobiti na tem projektu, štejejo izključno kakovostni projekti. Je pa dejstvo, da pač je treba vedeti, da je pač cilj tega razpisa spodbujati manjše, bolj oddaljene organizacije področja, ampak ker vidim, kdo je to vprašanje postavil, ne, ni ovir. Mogoče, Tina, samo tlele še ena stvar. Kar se tiče teh 50,000 evrov, pač omejitev letnega prometa, oziroma povprečnega letnega prometa. Tukaj gre za to, da pač želimo samo, da so prijavitelji te manjše, manj izkušene organizacije, zaradi tega, ker želimo spodbuditi to, da pač dobijo v bistvu prva taka neka resna sredstva, s katerimi se pa lahko naprej hvalijo, da zdaj pa one imajo te izkušnje, da imajo znanja in tako. Ni pa nobenih ovir glede tega, kakšna organizacija oziroma kakšen je budžet organizacije, ki je zraven kot partner. Skratka, spodbujamo in možni so in super bodo pač partnerstvo med nekimi malimi, še neizkušenimi organizacijami in neki večjimi organizacijami, ki pa lahko podprejo te manjše organizacije pri izvedbi. Tako z tehnične plati glede samih projektov, pa administracije, pa vodenja projektov in tako naprej, kakor tudi znanjem, pa še posebej glede na področja, ki jih financiramo, znanje glede zagovorništva, glede nekih kampanj, glede nekih akcij za spodbujanje človekovih pravic in takih stvari. Tako da tudi, če ne morete biti prijavitelji, ste še vedno lahko partnerji in tukaj ni nobenih omejitev. Ampak še vedno pač ta razpis je specifičen, želimo si
opolnomočiti manjše nevladne organizacije. Sem uporabila tisto super besedo, ki sicer ne maram. Tako, evo, te bom spomnila na to pri opolnomočenju ranljivih skupin. Okay. Naslednje vprašanje, rada bi samo preverila, če potem res drži, da se v prispevke do 50 000 evrov štejejo tudi donacije ali so to samo prispevki, ki jih štejemo za davčno osnovo. Prihodki nimajo nobene veze z davčno osnovo. Gledamo prihodke, letno poročilo, kot je bilo oddano na IPES, torej vse. Letno poročilo pa samo kot tako nima neposredne povezave z davkom od dohodka pravnih oseb. To so dva različna obrazca, dve različni zadevi, mi gledamo IPES. Če prav razumem, je potem DO lahko partner. Da, lahko je partner. Sem prav razumel, da se bodo kot ranljive skupine štele samo Romi, migranti in azilanti? Ne. Ranljive skupine so ranljive skupine, v Sloveniji jih je kar veliko. Romi, migranti in azilanti so tako imenovane prednostne ranljive skupine, ki bodo, če zdaj tehnično povem, mogoče na ocenjevanju dobile kakšno točko ali dve več, kot recimo, ne vem, invalidi ali pa nasilje je eno izmed tudi prednostnih področij in podobno. Torej, ciljne skupine niso izključne, veljajo vse, samo pač ene so prednostne. Ali so ranljiva skupina tudi bolniki z boleznijo, ki imajo zelo slabo urejen ali neobstoječ zdravstveno-socialni status v državi? To so tako imenovane, mislite, osebe brez zdravstvenega zavarovanja ali revni, recimo, seveda tudi bolniki. Morate pa vi razložiti, zakaj je to ranljiva skupina. Program kot tak nima pač definiranih ranljivih skupin in nimamo neke omejene množice skupine, ki jih pač naslavljamo, ki jih obravnavamo kot ranljive. Lahko so praktično vse, ampak je pa na vas, da to obrazložite, na vas je to, da pač v bistvu to argumentirate in tudi pač predstavite ocenjevalcem na način, da bodo razumeli, zakaj so zdaj oni ranljiva skupina in zakaj si pač zaslužijo to neko posebno obravnavo. Mogoče še tisto, kar je bilo prej za Rome, migrante pa azilante, podobno, kakor smo rekli za te večja mesta, iz zahodne regije, isto velja tudi tako. Seveda so vse skupine pridejo v poštev, ampak ker spet je fokusiran razpis še v te posebej geografsko manj razvita področja, pa še te dodatne skupine, ki so ranljive skupine, ki so. Skratka, več pozornosti bomo dali na njih, ampak je pa odprto za vse ostale. Dobro. Se strinjam sicer, da tema mogoče še ni o tem, ker o vsebini še nismo govorili, ampak glede na to, da je vprašanje že ravno postavljeno, ali so ranljiva skupina lahko zdravstveni delavci ženskega spola, konkretno medicinske sestre, pod rubriko človekove pravice ali pa nasilje na delovnem mestu, ker bi šlo za opolnomočenje njihovih pravic pri delu. Zdaj, potrebno je ločiti med ciljno skupino in med ranljivo skupino. Ciljna skupina je vsaka skupina, ki jo vi naslavljate z projektom, za koga delate, komu bi naj projekt pomagal. Ranljiva skupina pa je tista, ki je zaradi različnih razlogov pač ranljiva. Zdaj ravno Veronika o tem govorila, da je potrebno v razpisu posebej opredeliti, zakaj je neka skupina ranljiva, ampak vsak razpis ima pa ciljno skupino, tako da ni nobenega razloga, zakaj pač ciljna skupina ne bi bile medicinske sestre. Bomo pa malo več o tej vsebini govorili potem, ko bomo šli po teh rezultatih, ampak me pa veseli, da vidim, da Facebook tudi deluje. Dobili smo prvo vprašanje iz Facebooka in sicer Društvo bolnikov po možganski kapi in klub bolnikov CVB Murska Sobota organizirate ekskurzijo na sejem Medical in obisk Expana. Pričakovano je 250 udeležencev, to so bolniki po možganski kapi in njihovi spremljevalci. Ali se lahko prijavimo na razpis? Zato, da bi jih peljali na to, zato, da se plačajo stroški prevoza do tja najbrž, samo zato ne, projekt mora biti širši.
zato da ne bomo se zdaj zapletali v kaj ja, v kaj ne na suho, čeprav upam, verjamem, da ste prebrali razpis, bi zdaj šla na ta vsebinski del, se pravi, kakšni projekti se iščejo in bomo potem vam predlagam, da pač, ko boste slišali vse, kar bomo povedali, pač postavljate še ta konkretno vprašanje, če še kaj ne bo jasno v zvezi s tem, da vam pa še približno 5 sekund, če bi kdo še kaj vprašal v zvezi z tehničnimi pogoji, se pravi višine, prijavitelji, karkoli. Sicer pa gremo naprej na vsebino. Aha, imamo eno dvignjeno roko. Lucija Kolar, kar izvolite. Ja, dober dan, saj sem tudi napisala. Mene samo zanima, če DOO je lahko potem partner, ker je pravna oseba. Sem odgovorila na to vprašanje že. Aha, prostite, pa sem pa preslišala. Skratka, lahko. Je lahko partner, da. Hvala lepa. Nekaj. To je to. Skratka, gremo potem na vsebino naprej. Bom ponovno delila ekran, samo trenutek, da ga najdem. Ok, se pravi, vsebina. Kaj so prednostna področja razpisa? To pomeni, skratka, v čem naj bi bili pravzaprav ti projekti. Na eni strani so to projekti, ki naslavljajo demokracijo, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje, transparentnost, potem človekove pravice, enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije, potem pridemo do socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin, ker pa, sicer bomo o tem malo več povedala tudi kasneje, ne govorimo o zagotavljanju samo socialnih storitev, v smislu tako kot so socialno-varstveni programi, ampak govorimo v bistvu o zaveščanju javnosti, zagovorništvu, o nekih spremembah. Kot rečeno, kaj to pomeni, bom malo podrobneje razložila kasneje. Potem je prednostno področje tudi enako spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola, okolje in podnebne spremembe, čeprav tudi tukaj na področju varstva okolja je omejitev. Na tem področju so upravičeni samo projekti, ki naslavljajo sodelovanje javnosti, zagovorništvo, inovacije, aktivno državljanstvo, ne pa na primer navadne čistilne akcije, ki nimajo neke zagovorniške ali pa širše ozaveščevalne komponente. Zdaj, tisti, ki ste mogoče sodelovali pri prejšnjem programu, se mogoče spomnite, da so tudi otroci in mladi bili prednostno področje, tega zdaj več ni, se pravi, ni posebno prednostno področje, so pa, ne vem, pomembna komponenta, zato so pač tisti, ki vključujejo mlade, projekti tudi mogoče dobijo kakšno točko več, vendar pa, se pravi, ne glede na ocenjevalni list, ne glede na to, kako se bo točkovalo, najpomembnejša stvar je, da projekt stoji. Da je neka zaokrožena celota, da je logičen, da je smiseln. Absolutno odsvetujemo umetno lepljenje zdrave nekih skupin, kot recimo, če vi prvenstveno, na primer, zdaj, ker so bile že omenjene medicinske sestre, ok, projekt je namenjen medicinskim sestram, ampak ne potem še kar, ne vem, mladih, pa Romov malo zraven vrč, pa malo migrantov, zato da bi lovili točke. Za aviona se vidi, kdaj je projekt umetno sestavljen, tako da takšna lepljenka vam bo bolj v škodo kot v korist. Zdaj pa, kaj so pričakovani rezultati? Zdaj zato ker kot rečeno sem povedala, ACF Slovenija obstaja v 15 državah in vsi delujemo smiselno enako. Program ima enaki cilj in imamo zelo podobne rezultate. Skratka, kaj bi naj z programom dosegli oziroma kakšne projekte bi naj podpirali.
Zato lahko podpremo samo projekte, ki se najdejo v teh rezultatih, ki torej prispevajo k našim rezultatom. To je približno tako, kot pač vi recimo neke kulturne prireditve ne prijavite na javni razpis za šport, zato ker to pač ne paše skupaj. Zato, če so pri nas teh 5 prednostnih področji in ti 3 rezultati, pa če vam na prvo žogo se ne najdete in rečete, to je točno to, kaj bi mi delali, potem zelo verjetno ne pašete v ta okvir in ni zelo verjetno, da boste financirani. In zdaj, kot ste videli že na začetku, v okviru tega razpisa se podpirajo 3 pričakovani rezultati. Zagovorništvo, človekove pravice in pa ranljive skupine, če povem zelo na kratko. Zdaj, če gremo po vrsti, kaj je kaj. Skratka, v okviru rezultata okrepljena zagovorniška vloga nevladnih organizacij se podpirajo projekti, preko katerih nevladne organizacije postanejo aktivnejše, glasnejše, vplivnejše pri oblikovanju ali pa spreminjanju lokalnih predpisov ali pa politik. Skratka, gre za akcije na lokalni, se pravi občinski ravni ali pa na ravni države, s katerimi lahko kaj spremenite. Naprimer, če se borite za obnovo starega mestnega jedra, če se ravno, dela strategija za mlade, pa bi radi, da bi pač v strategiji za mlade nekaj konkretnega not pisalo. Če vas zanima recimo participatorni proračun, vse to so stvari, ki sodijo pod ta rezultat. To je na eni strani, se pravi to zagovorništvo, zato, da bi se nek recimo občinski odlok spremenil ali pa sprejel, da bi bilo več, kolesarskih stez, da bi se obnovilo staro mestno jedro, kot smo rekli, da bi recimo občina dobila mladinski center, ali pa da bi recimo se začela izvajati neka strategija, ker lahko se tudi zgodi, da recimo občina ima strategijo za mlade, ampak se nič ni zgodilo, lahko tudi kaj v zvezi s tem naredite. To je se pravi ta en del tovrstnega zagovorništva. Drugi del je pa spremljanje dela javnih institucij, kjer pa lahko razmišljate recimo o projektih, kjer gledate recimo, kaj je bilo, glede na to, da ne pozabi, da je naslednje leto je tako imenovano mega volilno leto, drugo leto bomo v Sloveniji imeli vse mogoče volitve, tudi lokalne, tako da premislite, kaj lahko recimo v svoji občini, glede na to, da bo volilna kampanja, recimo naredite za to, da bi občina uresničila neke obljube, ki so bile dane, pa se niso naredile, oziroma da bi se nekaj dogovorili, da bi prišlo na agendo in podobno. Je pa to seveda idealna priložnost, da recimo spremljate, kaj je torej župan obljubil pred 4 leti, kaj je bilo izvedeno. Kam je recimo, če je, občina namenila 1 milijon za neko investicijo, kaj se je s tem zgodilo. Naprimer, to so tako imenovani projekti monitoringa. Kaj so aktivnosti, kaj je pomembno? V razpisu smo sicer zelo podrobno napisali, kako izgledajo zagovorniški projekti, bi pa mogoče posebej izpostavila to, da se zagovorništvo ali spremljanje ali karkoli v povezavi s tem ne dela v pisarni. Če želite biti uspešni, morate iti na teren. Ljudje vas morajo podpreti, se pravi ljudje v smislu navadni občani, se pravi občani morajo povedati, ja, mi se strinjamo z njimi, to rabimo. Če bodo za vami stali ljudje, boste pač uspešnejši. Razmislite tudi o različnih kampanjah, pri čemer ne mislim velike strašne zadeve, ki se delajo preko, PR agencij, strašnih reklam in podobno, ampak gre za to, da se nekaj dogaja, da premislite, kaj bi lahko naredili za to, da bi ljudje bolje razumeli, kaj točno je problem, o katerem vi govorite in zakaj je rešitev, ki jo vi predlagate dobra.
Jaz več o konkretnejših primerih mogoče ne bi govorila, ker kot rečeno smo v javnem razpisu ne samo zelo razložili, kako izgleda zagovorniška akcija, ampak smo tudi za vsakega od rezultatov dali primer projekta, ampak naj seveda takoj povem, to ni v smislu, namesto vas smo napisali projekt, če boste točno taki projekt oddali, bo ziher oddan in dobil denar, ampak je pač eden izmed primerov za to, da smo malo boljše ilustrirali, kakšni projekti sodijo v posamezni rezultat. Naj vas pa še enkrat spomnim na spletno stran acfslovenia.si/podprti projekti, kjer so projekti ravno tako opisani po programskih rezultatih. Tako da, če kliknete na zagovorništvo, boste tam zelo dobro videli, kaj vse se lahko dela, enako za človekove pravice in ranljive skupine. Hkrati je tam gor tudi precej manjših projektov, tako da svetujem, da malo pogledate. Kaj nas torej konkretneje zanima v okviru prvega rezultata, se pravi različen vpliv na predpise strategije, se pravi, da se nekaj vključi, da se nekaj spremeni in podobno, potem uporaba podatkov, da torej, ko nekaj predlagate, zahtevate, pri tem uporabite objektivne podatke, da recimo poveste, v teh pa teh občinah so to naredili tako pa tako, ali pa če gre za nacionalno raven, kako se tega lotevajo druge države in podobno, se pravi, da prepričate z nekimi objektivnimi dejstvi z podatki. Potem, kot sem že omenila, vključevanje ljudi v aktivnosti, se pravi mobilizacija javnosti, zagovorniške kampanje in pa spremljanje dela različnih institucij. To so te komponente zagovorništva. Jaz bi tukaj sam dodala to, da zaradi tega, ker se mi zdi, da se največkrat zgodi, da pač potem dobimo projekte, kjer na koncu, kjer vi pripravljate projekt, izvajate aktivnosti, ne vem kaj vse, in na koncu pišete in potem bomo to predstavili tudi županom. To ni zagovorništvo, to pač ni nič. Zaradi tega, ker pač tisto, ko pač župan sliši v 3 sekundah in pol in čez 3 sekunde in pol pač pozabil. Ne iščemo takih stvari. Želimo pač res nekaj, kar bo spremenilo prakso, kar se bo pač poznalo nekje potem na terenu. Ni tudi ne nujno, da gre dejansko tukaj za spremembo neke zakonodaje pa predpisov. Zelo velikokrat, sploh na lokalni ravni, so stvari na papirju okej, ali pa že nekje zapisane, ampak se pač ne izvajajo. In je treba v bistvu sam spodbuditi to, da se stvari začnejo izvajati tudi v praksi. Tako da dajte, ko boste že pripravljali projekte, dajte res razmisliti, kje je zdaj tisto suho grlo, zakaj ne pride do izvajanja. Ali je res potrebno spreminjati pač neko zakonodajo, neke predpise, ali gre samo za spremembo neke prakse oziroma razmišljanja ljudi. Tako da nekaj časa boste si mogli že v začetku vzeti za to, da boste ugotovili, kaj je sploh tisto, kar je treba narediti, in pa ne nam pisati potem sam, zagovorništvo mora biti velik del projekta, ne gre samo za to, da boste na koncu to poslali ministrstvu, županu, poslanskim skupinam, komorkoli pa že. To pač ni to. To je prvi korak pravzaprav, ne? Če vi pošljete nekaj napisano, je to prvi korak. Mi pa iščemo v bistvu projekte, ki se ukvarjajo predvsem s tem, kaj boste naredili takrat, ko boste to od sebe dali. Kako boste najprej prišli do tega papirja, ne sami, ampak skupaj še z drugimi, ki o tem nekaj vedo. In potem, ko bo to že napisano, kaj boste pa potem naredili, zato da bi se na podlagi tega nekaj zgodilo. In tako kot je rekla Veronika, naš predlog bomo predstavili odločevalcem, to je približno toliko kot nič. Zato, kar je, pa ne mislim iz rezultata, da se nekaj zgodi, ampak tukaj gre za manjše projekte. In zato je zelo pomembno in za kratke. Se pravi, vi morate, ko se boste prijavili, natančno vedeti, kaj boste počeli, kako se boste obrnili.
zelo abstraktno, nasplošno, lahko opisujete, ko gre za 3-letne projekte, za 500 000, če želite, ampak krajši, ko je projekt, manjši, kot je projekt, bolj konkreten mora biti. Zato, da, če si predstavljate, zato, da na drugi strani financer točno ve, kaj v resnici plača. In predstavitev odločevalcem, ti ne veš, kaj boš dobil. Zaradi tega, ker to bi lahko pomenilo pač en 3-minutni sestanek ali pa 15 različnih odločevalcev ali pa vplivnih ljudi in ta dva projekta sta različna. Zato mora biti jasno, kako se boste obrnili in ravno zaradi tega je tudi rok za prijavo 2 meseca. Kot boste videli, upam, da ste že odprli, projektna prijava v prvi fazi je izjemno enostavna, kar pa ne pomeni, da je pač na prvo žogo. Zadeva mora biti premišljena in ravno zaradi tega pač organiziramo tudi te delavnice, o kateri bomo tudi še več povedali kasneje. Bi se pa zdaj premaknila na drugi rezultat in to je podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam. Tukaj je večina teh projektov je pravzaprav projektov ozaveščanja. Gre za to, komu bomo mi sporočili, naprimer, da, ne vem, sovražni govor ni okej, kaj so to lažne novice, kako jih prepoznavati, kako se boriti proti njim, kaj je to populizem, zakaj je pomembno enako obravnavanje, vse z ciljem, da bi se v Sloveniji povečal delež tistih, ki ne odobravajo sovraštva do manjšin oziroma ki jih skrbi glede splošnega stanja človekovih pravic. Zakaj je to donatorjem pomembno? Zaradi tega, ker šele, ko imamo, recimo temu, empatično družbo, se pravi družbo, ki razume, čem je pomembnost človekovih pravic, se lahko začnejo uresničevati individualne pravice vsakega posameznika oziroma je več možnosti, če torej več ljudi razume pomembnost človekovih pravic ali pa problematičnost sovražnega govora in podobno, več je možnosti, da bodo vsaj za nas ta trenutek ustavne pravice ostale takšne, kot so, oziroma da bodo uresničene enako za vse skupine brez diskriminacije. Zato nas, kar se tiče aktivnosti, tukaj zanimajo, naprimer, daljši programi z izobraževalnimi institucijami, se pravi, ne vem, z šolami, vrtci, fakultetami, ne torej enkratne delavnice. Boljše je, če skupaj z neko šolo, fakulteto, razvijete neki program, da bi recimo z istimi učenci dalj časa delali, da bi res razumeli, kot pa da naredite 150 delavnic po 1 uro po celi Sloveniji. Zaradi tega, ker če mi hočemo resnično spremeniti delež tistih, ki ne odobravajo sovraštva, morajo razumeti, zakaj se gre. In če bodo torej to slišali v približno 5 minutah, ni zelo verjetno, da bodo spremenili svoj odnos. Potem je zelo pomembno tudi, da začnete razmišljati, kako bi, naprimer, ljudem razložili vrednost, zakaj imamo mi institucije, kot je, ne vem, zagovornik načela enakosti, varuh človekovih pravic, zakaj imamo nenazadnje zakone in sodišča, zato da nas branijo pred diskriminacijo in podobno, ali pa da obsodijo sovražni govor, če želite. Tako, da se lahko ukvarjate tudi z tem delom. Zelo pomembne so pa tudi ozaveščevalne kampanje. Pri čemer je zdaj z digitalizacijo, z vsemi družbenimi omrežji, toliko različnih orodij, da lahko vi na preprost, jasen način, relativno poceni, pridete do zelo širokega kroga ljudi. Seveda je pa odvisno od tega, koga naslavljate, kdo bi želeli, da sliši to, kar imate
zapovedati. Ker če boste vi, če želite, da bi recimo starejša populacija slišala, kar imate zapovedati, verjetno ne boste šli na TikTok ali karkoli so že, sem že malo prestara za ta moderna, za vse te nove platforme. Zato je pač pomembno, da premislite, skratka, o katerem problemu bi govorili, s kom boste o tem govorili in kaj so tista pomembna ali pa najbolj koristna orodja. Zato spet ne kar nekaj poprek, zato ker se dobro sliši, ker ni nujno v resnici, da se dobro sliši oziroma da se enako dobro sliši za vse teme in za vse ciljne skupine. In na koncu še je tretji rezultat in to so opolnomočene ranljive skupine. Tukaj imamo že v štartu problem, zato ker so pač donatorji postavili ta cilj opolnomočene ranljive skupine, ki je seveda enaki cilj, kot ga uporabljajo MDDSZ in občine, ko financirajo socialno-varstvene programe. Ampak v socialno-varstvenih programih gre za servis. Tam se opolnomočena ranljiva skupina šteje s tem, ne vem, koliko Romov gre v šolo, koliko hendikepiranih se zna samih obleči, koliko zasvojenih pač ni več zasvojenih in podobno. Mi ne govorimo o tovrstni opolnomočenosti. Če pri servisu, se pravi pri socialno-varstvenih programih, govorimo o osnovah za to, da lahko ti ljudje sploh normalno živijo, da so ljudje, če hočete, pa gre tukaj pri tem opolnomočenju za to, da se fajtajo, za to, da se borijo zase. Zato je zelo pomembno, da tukaj ne razmišljate o aktivnosti za njih, ampak skupaj z njimi. In da jih podpirate za to, da se bodo znale same ali pa skupaj z vami boriti zase in za svoje potrebe. Lahko delate recimo tudi skupne ozaveščevalne kampanje. Če povem primer, ko smo delali, ker tole pravilo velja pač za celoten ACF program, torej za čisto vse javne razpise, ki smo jih imeli. In v okviru poziva za mikroprojekte je bilo eno vprašanje, ali lahko mi, ki se ukvarjamo z slepimi, zdaj, ko je pandemija, če se spomnite, ko je javni prevoz začel voziti, so bili pač na sedežih ti X-i, kje si lahko sedel in kje ne. In zdaj slepa oseba seveda X-a ne vidi. In je potrebno posebej ozavestiti šoferje, da če pride slepa oseba, da pač šofer reče, aha, tu ja, tu ne, tu tako. In je organizacija spraševala, če lahko oni sami naredijo letake in jih nosijo po LPP-u. Ne morajo, zato ker prvič slepi niti niso povedali, ali to rabijo ali ne, ali so sploh zainteresirani se tekom pandemije voziti z avtobusom, hkrati pa, ali je to najprimernejši način, ali jim je to v redu in pa skratka, naredimo jih za subjekte, ne pa za pač, ne vem, objekte uboge ljudi, za katere moramo mi nekaj delati. Hkrati pa seveda vse to vrstne aktivnosti ni nobenega razloga, da bi se delale brez njih ali pa za njih, ker se lahko delajo skupaj z njimi. In tukaj je bistvena razlika. Potem so tukaj skupne ozaveščevalne kampanje. Skratka, ne gre za to, da vi ozaveščate o problemu nekoga tam zunaj, kaj on rabi, brez da bi pri tem imel kaj besede. Recimo, dober primer skupne ozaveščevalne kampanje je kampanja, ki so jo 3 organizacije, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS Telefon in pa Amnesty International Slovenija, imeli zdaj ob poti ob žici, kjer so na poti nalepili plakate ženske žrtev nasilja, njihove zgodbe in podobno. Se pravi, ženske so se strinjale, dale bomo svojo zgodbo, povedale bomo svojo zgodbo, to bo tam viselo na teh plakatih, zato da bodo ljudje ozavestili, kaj to je nasilje, kako pomembna je podpora bližnjim in podobno. Potem je pa tukaj lahko še tretja komponenta, to je pa to, kar je mogoče zelo pomembno za dolgoročni razvoj organizacij, zato ker
vsaj mi sicer na vrsto let opažamo pisanje projektov ali pa aktivnosti v nevladnih organizacijah na način, kaj bi mi delali, ne pa ven iz problema, o tem bo Veronika več povedala kasneje. Skratka, radi bi podpirali tudi razmislek v organizaciji, kako skupaj z ranljivimi skupinami, torej skupaj s tistimi, zaradi katerih smo v bistvu ustanovljeni, za katere delamo, da skupaj z njimi razmislimo, kako izboljšati naše programe, naše storitve, se pravi, kako smo bolj vključevalni, ne pa samo odzivni. Se pravi, da so oni notranji del nas, ne pa zunanji del. Tako, preden gremo potem na prijavnico, bi zdaj odprla vprašanja torej na vsebino. Tako da mislim, da nekaj vprašanj je že. Se pravi, ali je zagovorništvo in kampanja lahko tudi za področje oseb s posebnimi potrebami ali mora biti tudi zagovorništvo vezano na ranljive skupine Romi, migranti? Ne, zagovorništvo mora biti vezano na problem. Skratka, kaj bi vi želeli rešiti? Zdaj pa, ali je to problem, s katerimi se rešujejo Romi, ali je to problem, s katerim se srečujejo bogati študenti? Ni važno, važno je, ali je to problem, ki je relevanten za določeno skupnost. Zdaj pa, ali je to občina, ali je to regija, ali je to država. Če hočete, tako da tukaj ni omejitev pri zagovorništvu, tako imenovane ranljive skupine v resnici ne igrajo vloge. Tukaj gre za to, da se spodbujajo dobre aktivnosti. Se pravi, na eni strani imaš problem in na drugi strani si res dobro premislil, kako boš ta problem rešil. Potem je pa še eno vprašanje iz Facebooka, ali se lahko SP tudi prijavi kot partner? Ne, ne more se. Kot smo povedali, partneri so lahko pravne osebe, se pravi tiste, ki so registrirane ali pa civilne iniciative. SP-ji so sicer registrirani, ampak ne kot pravna oseba. Lahko so ali del stroškov osebja ali pa podizvajalci, odvisno od širine vključitve njihovih aktivnosti. Najboljše, da takrat, ko boste imeli, to je itak šele v drugi fazi, ker se v prvi fazi ne bodo dajo finančni načrt, ampak če boste prišli v drugo fazo, ko boste razdeljevali stroške, najboljše, da se takrat pač javite, poveste, to pa to bi delali, itak bo individualno svetovanje in se bomo potem lahko skupaj odločili glede pač na naravo njihovega dela, ali so oni bolj partner, ali so bolj podizvajalec. Še kakšno vprašanje v zvezi z vsebino, kot rečeno, lahko ali dvignete roko, postavite vprašanje v komentar na Zoomu ali v komentar na Facebooku. Malo bomo še počakali. Da vidimo, če se še kakšna napogumi. Se mi pa zdi, da sem spet zapadla, sem ful za tolmačka, sem prehitro govorila. Jaz bi imel eno vprašanje glede tega vprašanja servisa pri podpori ranljivih skupin. Dobro, se lahko samo predstavite. Ja, se pričujem, Klemen Ploštajner iz Inštituta za študije stanovanja in prostora. Mi razmišljamo o projektu, kjer bi oblikovali, kar sicer deloma že obstaja v Ljubljani, svetovalnico za najemnike, ampak ta svetovalnica bi seveda bila na nek način servis, ampak servis na način bolj nudenja orodij ljudem, da sami potem v bistvu fajtajo na najemniki. Zdaj, kje je tu, mislim, tukaj je zelo natančno bilo rečeno ta vprašanje servisa pa opolnomočene besede, ki je ne maramo. Če lahko mogoče to, mislim, ne znam, da čisto konkretno še vprašati, ampak če lahko mogoče malo več o tem še povete, ne? Ok, zdaj na prvo žogo bi rekla, ločnica je tukaj, ali se z servisom nekaj zgodi ali ne. Če bi vi servis izvajali, ker jaz pač kot pravnica izhajam iz brezplačne pravne pomoči, če je v bistvu ta servis tak, da pač bi nekdo prišel in rekel, jaz imam pa ta problem in vi bi povedali to pa to in bi on rekel hvala, nasvidenje in
to bi bilo edina stvar, ki bi bila tekom tega projekta, je to ne. Zato, ker je to samo osnova informacij. Če pa bi potem vi, kot IŠSP, na podlagi tega, recimo, ali detektirali neke težave, ki bi jih potem vi fajtali dalje na način, da bi opozarjali na njih, ali se odločili, dajmo pa potem zaradi tega se iti neko strateško litikacijo, ker vidimo, da je tukaj problem, ker se je, ne vem, nekaj zgodilo, ne vem, skratka, nekaj se mora zgoditi z tem svetovanjem, nekaj mora iti naprej, če povem zelo poenostavljeno. Mogoče to, kar smo... Mislim, da smo sicer že na hitro omenili, servisna dejavnost je seveda tudi upravičena, če je v bistvu potrebna potem tudi za naše, ne vem, neke zagovorniške ali pa neke kampanjske aktivnosti, ne. Skratka, spet tudi pri vas, recimo, če bi ta servis služil tudi temu, da vi dobite neke vhodne informacije, kaj vse se dogaja na najemniškem, mislim, pri najemanju stanovanj ali pa pri nakupovanju, pač ne vem, karkoli že na stanju nepremičnin in stanovanj, ne. Zato, da bi vi v bistvu zbrali vse te skupaj, zato, da bi vi na podlagi teh informacij prišli do dokazov, s katerimi bi podkrepili vaše zagovorniška prizadevanja, ne, je spet to nekaj, kar gre skupaj. Čisti servis, pač brez teh nekih dodatnih vsebin, pa ne. Pa spet mogoče tle, te dodatne vsebine ni zadosti, samo to, na koncu bomo to nekam poslali, ali pa pač ne more biti pač samo ena aktivnost, tak na koncu, ko narediš samo zato, da boš rekel, da zdaj imaš nekaj zagovorniškega noter, ampak mora biti pač res večji del projekta, no, mora biti pač razvidno iz samega projekta, da pač ni namen zdaj servis, ampak da je namen ta zagovorniški del, servis je pa pač tisti, ki v bistvu podpira ta zagovorniški ali pa kampanjski del. Tako da tle ni pa, da bi lahko rekli, tole je ravna črta, takole odsekamo in to pač ne gre, tle je pač res potem pa v vsakem projektu posebej se presoja glede na prijavo. Ok, bi mogoče dala mogoče še primer, ki se ga spomnim iz Hrvaške. In sicer, zato, ker me je to spomnilo na to, kako lahko, če bi vi, recimo IŠSP, delal raziskavo problemov in bi dal ven vprašalnik, ni zelo verjetno, da bi prišel do kakšnih pametnih podatkov. Če pa ti vežeš, recimo, svetovanje na to, pa skratka ljudje, ki delijo svoje težave, dobijo neko pomoč, je v bistvu roka roko umije varianta. In na Hrvaškem so na ta način, da so recimo brezdomcem delili maske, razkožila, v resnici delali analizo stanja problemov med brezdomci, ampak projekt ni bil delimo maske in razkožila brezdomcem, ker to je servis in pač je no-go v okviru tega razpisa, ampak seveda mi delimo maske in razkožila, zato da bomo prišli med brezdomce, da nam bojo brezdomci razložili, s katerimi problemi se spopadajo, ne vem, v Zagrebu med covidom, zato da bomo mi to lahko reševali, se pravi ta neki krog. Neki krog mora biti narejen, da je pač ta servis dovoljen. Še kakšno vprašanje v zvezi z vsebino? Ne? Dobro. Potem pa gremo na prijavnico. Oziroma najprej še na način prijave, potem pa predajam besedo Veroniki. Najprej torej, kako bo potekala prijava? Gre torej za dvostopenjsko prijavo. Najprej boste na kratko predstavili vašo idejo, to je tako imenovani projektni koncept, kako pa kaj bo povedala Veronika. Potem pa bomo nekje približno 50 teh predlogov poslali, izbrali za drugo fazo, kjer boste pač izdelali celovit projektni predlog, dali finančni načrt. Zakaj? Res je, da se mogoče zdi tudi, če ste gledali časovnico izvedbe razpisa, da traja celo večnost od prijave pa do takrat, da podpišete pogodbo. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker program ACF Slovenija ni namenjen samo financiranju nevladnih organizacij, ampak je namenjen tudi krepitvi zmogljivosti. Kaj to pomeni? Pomeni, da se mi ob tem, da dajemo denar, pač na vse načine trudimo,
da bi se organizacije kaj novega naučile, da bi se izboljšale. In ker gre tukaj v večini primerov za nove, manjše organizacije, ki niso toliko vešče, recimo projektnega menedžmenta, pisanja prijav in podobno, je prijava dvostopenjska in v drugi fazi, za tiste, ki boste uvrščeni v drugo fazo, bo na voljo individualno svetovanje, kjer boste vi ustno povedali, kakšen je vaš projekt in mi vam bomo to potem pomagali zapisati. Zakaj? Zaradi tega, ker največja bolezen nevladnih organizacij, nasploh ne samo v Sloveniji, je projektna latovščina. In to je, da v bistvu se projekti pišejo na tako tehnični način, da noben ne ve, za kaj se gre. Mi bi vas pa radi naučili živega jezika, ne samo v projektih, tudi potem pri izvedbi in pri komuniciranju. In zaradi tega sta dve fazi. To je tako imenovana naložba v prihodnost. Zdaj, prijave se sprejemajo samo po elektronski pošti, torej ne osebno in ne po navadni pošti. Bodite pa pozorni na pravilen mail. Eden je podpora@acfslovenija.si, to je tisti, na katerega boste pošiljali vprašanja, če vam kaj ne bo jasno, najkasneje do 5. julija. Prijavo boste pa poslali na prijava.mp, se pravi mali projekti @acfslovenija.si. In potem, ko boste oddali projekt, ker boste tam navedli pač tudi vaš kontaktni elektronski naslov in podobno, vse bomo komunicirali z vami po elektronski pošti. Se pravi, odobritev, zavrnitev, karkoli vam bomo imeli, ali pa dopolnitev, vse bo prišlo na vaš elektronski naslov. Zato pač od takrat, ko boste prijavo oddali, oziroma ko bo potekal rok za prijavo 12. julija, redno spremljajte vaš elektronski predal, se pravi tistega, ki ga boste navedli kot kontaktnega, ker če boste recimo zamudili rok za dopolnitev, pač ga ne bo več, nazaj vas ne bomo posebej opozarjali. Potem, ne glede na to, da gre seveda za elektronsko pošto in ne za neko posebno aplikacijo, bi pa vendarle opozorili, da ne čakajte na zadnji dan, sploh pa ne na 5 minut pred 12, ker se pač v tem potovanju po vesolju lahko kaj zatakne in bo vaša prijava prišla prepozno. Ker šteje se kot način oddaje čas, ko je prijava prispela k nam, ne takrat, ko ste vi kliknili pošli na vašem računalniku. Tako da razmislite, da ne boste prepozni. Zdaj, kar se pa tiče same prijavnice, kako zgleda in podobno, pa vam bo več povedala Veronika. Tako da, Veronika, izvoli, bom premaknila na prijavnico. Izvoli. Ok, super. Bomo šli sicer pol tudi samo prijavnico pogledati na hitro, čeprav močno upam, da ste to tudi sami že naredili. Vseeno pa zdaj izgleda takole. Mi smo pač prijavnico se trudili čim bolj poenostaviti, kar je Tina že rekla, ampak to ne pomeni, da zdaj lahko pač s prijavo odlašate do zadnjega dne in potem nekaj na hitro vkucate noter in je to. Res je, da čist sama obrazac kot tak ne zahteva zdaj veliko časa z vaše strani, ni zdaj, da mu pač ne, je toliko zakomplicirano, da rabite en teden kucati neke stvari noter. Še vedno pa od vas v bistvu želimo in zahtevamo, da dobro razmislite, kaj pravzaprav sploh želite in kako boste to pač tudi naredili. Tako da tudi recimo, če pač tehnično za izpolnitev ne boste rabili veliko časa, pa rabite veliko časa vložiti v ta razmislek, zakaj sploh nekaj narediti in na kakšen način nekaj narediti. Skratka, v tej prvi fazi, ki je pač, ko se oddaja samo koncept projekta, nas praktično zanima samo vsebina in pa skupni znesek, ki ga želite od nas. Kakor je Tina rekla, ja, sofinancira se do 100% vrednosti projekta. Zdaj vi lahko zaradi mene pač prijavljate tudi projekt, ki je pač večje vrednosti in ki ga pač, ne vem, boste še veliko lastnih sredstev zagotovila, pa kar bolj tacga. Ampak tukaj vas bomo v bistvu spraševali samo o tem, kakšen znesek želite z naše strani in to je to. Samo skupnega, nobenega detaljnega budžeta, tudi nas v tem trenutku ne bo zanimalo, na kakšen način boste teh
maksimalno 20.000 evrov pač porabili. Se bo pa seveda potem gledali, ali je tisto, kar ste nam obljubili, tisto, kar prijavljate, vredno tega denarja, oziroma ali je mogoče s temi sredstvi to sploh doseči. Zavedamo se, da pač ne dajemo milijonov, ne dajemo pač nekih ogromnih zneskov, vemo, da pač s tem denarjem ne morete rešiti sveta in tega tudi ne pričakujemo od vas. Tako da pač imejte tudi približno v glavi to, da pač boste čim bolj realistični. Kakor je Tina rekla, tudi prej boljše, da se pač, ne vem, na eni šoli v enem kraju stvari zares premaknejo, pa se nekaj spremeni, kakor da vi pokrijete celo Slovenijo, pa vse šole, pa pač ne pride do nekega resnega premika. V tej fazi morate pač tudi že določiti, kaj je tisti rezultat, ki ga nagovarjate in katero je pač glavno področje, ki ga nagovarjate. Tukaj je pač vedno neka dilema in ponavadi nas sprašujete, zdaj kaj, ali je to zdaj bolj to, ali je to zdaj bolj ono. Načeloma je pač, greste tukaj malo po feelingu, tisto, kar se vam zdi najpomembnejše, tisto, kar se vam zdi tista primarna naloga tega projekta, tistega označite. Zdaj, če se bo odboru za izbor projektov zazdelo, da to pa kljub vsemu paše bolj na neko drugo področje, bodo pač to tudi spremenili. Ampak to pač ni na vaši strani, tako da se s tem v bistvu niti ne rabite prav neki zelo veliko ukvarjati, če vseeno pač morate pa te stvari označiti, zaradi tega, ker se potem pač tudi nam projekti na ta način razporejajo. Pazite tudi na to, da boste ustrezno označili, kje se bodo aktivnosti izvajale, oziroma pač boste opisali te aktivnosti. Spet, kakor je Tina že omenila, fokus je na krajih izven večjih mest, izven teh mestnih občin v zahodni regiji, pa tudi sicer si želimo projektov, ki pridejo do ljudi, direktno do ljudi, predvsem do tistih, ki pa sicer niso vključeni, ki niso nagovorjeni. Tako da nekako bolj, ko boste to delali nekje Bogu za nogo, ali kako bi človek rekel, boljše bo, oziroma pač več je možnosti tudi za to, da bo pač projekt financiran, pa seveda samo v primeru, da gre za kvaliteten projekt. Ne pomeni, da pač stvar, kar sama po sebi potem pride v ospredje samo zato, ker je to mogoče z neke občine, kjer se še nič ni nikoli zgodilo. Tisto, kar je pa tudi nam ful važno pri tem projektu oziroma pri tej prijavnici kot taki, je to, da probajte se izogibati projektne latovščine. Zaradi tega, ker se nam zgodi, da potem se zelo hitro zapletete in govorite o opolnomočenju ranljivih skupin in podobno. To sem tista, kar sem prej rekla, da je beseda, ki je ne maram in vse ostalo, zaradi tega, ker praktično ne pove, kaj zares boste naredili, kako se bo pač to poznalo nekje. Tako da dajte biti rajš konkretni, dajte to razložiti tudi nam, tako kot bi razložili svoji babici, teti, sestri, možu, nekomu, ki pač se ne ukvarja s temi skupinami, ki ne ve, kako, ne vem, živijo Romi, ki ne ve, kako živijo starejši z demenco, ki ne ve, kako živijo pripadniki LGBT skupnosti v spodnji Idriji. Skratka, dajte nam čim bolj konkretno predstaviti in razložiti, kaj je problem in kako boste vi z vašimi aktivnostmi, z vašim projektom tem ljudem pač pomagali, spremenili življenje na nek način. Tako da, če se le da, lahko ste dejansko zelo življenjski in ne rabite biti projektni. Ravno spet tudi mi se zavedamo, da pač tukaj nagovarjamo organizacije, ki nimajo izkušenj s pisanjem projektnih prijav in si zato tudi mi želimo v bistvu tudi njim dati možnost, da to prijavo vseeno spišejo in da jo spišejo pač v nekem normalnem jeziku. Lahko ti na naslednji slajd. Pri samemu projektu, dajte biti res pozorni na to, da tudi pogledate, kaj se že dogaja in kaj smo mi v okviru programa ACF že financirali, pa tudi kaj je sicer tisto, kar delajo organizacije, tako v Sloveniji, kakor v tujini.
prevečkrat se nam zgodi, da pišete, da to je pač edino, da nobenega drugega ni in mi potem pač gremo googlati in v 3 sekundah najdemo še 15 organizacij, ki delajo pravzaprav isto stvar ali pa vsaj na prvi pogled isto. In mi mogoče potem ne vemo, da to ni isto, mogoče dejansko ni isto in je pač nekaj drugačnega v tem vašem pristopu, v vašem načinu dela ali pa karkoli, ampak nam tega niste znali ustrezno predstaviti in potem pač mi rečemo, mislim, ne bomo dali tle dodatnega denarja za nekaj, kar že obstaja, za nekaj, kar pač že s hitrim googlanjem pač dobiš. Tako da dajte res si vzeti čas, pogledati, kaj se dogaja, pogledati, kaj delajo druge organizacije. Tukaj spet absolutno je dobrodošlo to, da se povezujete z drugimi organizacijami, ki že delajo na tem področju, ki imajo že mogoče neko dobro prakso vzpostavljeno, ki vam lahko pomagajo, sploh pri tistih, ki se, ne vem, na novo spuščate na področje zagovorništva ali pa nekih večjih kampanj, dajte se povezati s tistimi, ki so to že počeli, ki imajo nekaj znanja zadnji, ker vam bo lažje. Poglejte tudi pač opisane projekte, ki smo jih že podporali, tam vam spet lahko dobite malo ideje, kaj v bistvu se financira in kaj se ne financira. Tudi še enkrat, mogoče sploh na področju ranljivih skupin, bo se v bistvu mogoče na ta način lažje videli, kje je tista ločnica med servisom in do kje neke servisne storitve še grejo skozi. Dajte se tudi prijaviti in udeležiti delavnic za podporo prijaviteljem, ker tam bomo šli res poglobljeno čez samo prijavnico, pa pač v bistvu bomo tudi delali na temu, da boste razumeli, kako sploh prijavo in kako sploh projekt kot tak zastaviti. In pa absolutno je fokus na reševanju nekega problema. Če problema ni, potem pač tudi ni projekta, potem so neke aktivnosti, ki jih želite izvesti, ne veste pa zakaj. Tako da najprej razmislite o tem, kaj sploh je tisti problem, ki ga naslavljate, pa dajte tudi razmisliti samo o problemu, brez da razmišljate o vaši organizaciji, zato ker če jih dajete skupaj, potem ste takoj nekje ujamete v tisto zanko že obstoječih aktivnosti in kako bi pač te vaše že obstoječe aktivnosti financirali, ne pa kako bi lahko najbolj učinkovito rešili ta problem. Tako da dajte razmisliti, res si vzemite čas, razmišljite o problemu kot takemu, razmišljite o tem, kaj vse vpliva na problem, kdo vse so akteri, ki imajo vpliv na problem in kdo je tisti, ki ga lahko reši in na kakšen način se ga lahko reši. Spet, ne bomo vam dali milijonskega zneska, mali projekti so, vemo, da ne morete rešiti celega problema, ampak lahko pa morate pa še vedno cel problem analizirati, zato da se lahko potem odločite, kjer košček problema pa boste zgrabali in kjer košček problema pa lahko dejansko uspešno naslovite s temi maksimalno 20.000 evri, ki jih boste dobili z naše strani. Zdaj pa mislim, da je to, kar se tiče pri telih slajdih. V bistvu je še en ta zadnji, ampak bom šla jaz kar na prijavnico še. Pokažem še, kako v bistvu čisto konkretno zgleda prijavnica. Če se ne motim, bi jo zdaj mogli videti, jaz se bom sam še malo povečala, zato da jo boste videli, da se bo dalo tudi kaj prebrati. Kot rečeno, smo jo precej poenostavili in ta prvi del je pač čisto tak tehnični, opišete, kdo pravzaprav bo projekt izvajal, kakšen je to projekt in pa označite, kateri programski rezultat naslavlja in katero prednostno področje. Tukaj opišete tudi trajanje projekta v mesecih in pa potem zaprošen znesek donacije. In kakor smo rekli, to so pač zelo take grobe ocene, prve ocene, brez nekih dodatnih informacij. In tukaj še navedete kraj, zdaj pri tistih, kjer bo, ne vem, to res nek širši projekt, pa boste izvajali v celi regiji, lahko napišete tudi pač, ne vem, osrednjeslovenska regija ali pa južno-primorska regija, ali lahko pa pač dejansko navedete samo teh 5 krajev, če boste pač to delali samo v 5 krajih. Ampak, kakor smo že rekli, pazite na to, še vedno je poudarek v temu, da gremo ven iz mest in večjih krajev. Skratka, hočemo pač tudi
pride do tistih, ki imajo, kjer je mogoče manj nekih že obstoječih servisov, ampak spet tukaj gledamo kljub samo primarno to, kakšen je vaš projekt. Ne? Če se vrnemo spet nazaj na ISŠP, mislim logično, da oni ne morejo tega izvajati v nekih malih krajev, ker v malih krajih nimajo težav z najemniškimi stanovanji. Ne? Skratka, še vedno pač je v ospredju projekt in sam problem, ki ga naslavljate, in temu ustrezno potem je tudi smiselno, da se v bistvu temu prilagodi tudi samo izvajanje, čist konkretno. Ok. Ok, malo težav. Tale, smo nazaj. Ok, in potem imamo v bistvu to osrednjo fazo prijavnega obrazca in sicer, tole je še povzetek, ampak povzetek vam priporočam, da napišete na koncu, začnete pa v bistvu z utemeljitvijo projektne ideje in to je v bistvu osrednja stvar, ki nas bo zanimala. Tukaj nas primarno zanima, kaj je problem, kaj je res tisto, kar trenutno ni ok, kar ne štima, kar si želite spremeniti, kar je treba spremeniti, zato da bo tista ciljna skupina, ki jo nagovarjate, lahko boljše živela. Pa ste to lahko tudi vi, ali pa ne vem, prebivalci neke občine v celoti. Ne? In na kakšen način zdaj lahko pač to spremenite. Včasih boste videli, da je treba pač vplivati na zakonodajo, včasih je to samo težava v neki praksi, včasih je pa samo to, da pač nobeden sploh ne ve, da je to narobe ali pa da se to ne dogaja in je treba pač v bistvu samo ljudem povedati, da to obstaja. In pa potem, kakšna je rešitev, kako jo pravzaprav vi vidite, kako se vam zdi, da lahko ta problem dejansko rešite. In pač opredelitev, zakaj na ta način, zakaj je to najboljši način za rešitev tega problema, kaj ste mogoče vi že poskušali, pa ni šlo skozi, ali pa kaj so kje druge delali, pa je šlo skozi, skratka, na kakšen način je ta problem rešljiv in kje so v bistvu te dokazi, da je na ta način ta problem rešljiv. Zdaj pri izpolnjevanju tega dela boste res pozorni na to, da v prvem stolpcu pišete o problemu in v drugem stolpcu o rešitvi. Zelo hitro se zgodi, da začnete prvi stavek s problemom, potem pa že preidete v rešitev, zaradi tega, ker razmišljate samo v aktivnosti, kaj boste delali, kako boste delali, zakaj boste delali. In v bistvu nikoli ne dobimo dosti informacij o samem problemu kot takem. Kakor sem rekla že prej, fokus same projektne prijave je dejansko v problemu in mi moramo res dobro razumeti, kaj je problem, kaj vse vpliva na problem, kako se to pozna na življenju, zato da lahko potem sploh ocenjujemo tudi, ali je rešitev, ki jo predlagate, pač primerna. Tako da res pazite na to, da pač, ko vas sprašujemo o problemu, govorite o problemu in ko vas sprašujemo o rešitvi, govorite o rešitvi, ampak vse tam je potem manj težav. Z rešitvami načeloma nimate, ampak ta problem vam pa hitro uide in hitro zaidete spet v aktivnosti in v rešitve. Potem je pa še ta drugi del v bistvu te prijavnice in to je pravzaprav tudi končni del prijavnice, zelo na kratka je, ampak tukaj vas pa potem že sprašujemo o aktivnostih. Zdaj, spet tukaj pa boste čim bolj konkretni, probite pač te stvari zgrabiti. Zdaj, če ste rekli, da ne vem, rešitev tega problema vidite v tem, da boste ozavestili otroke, da ne bodo imeli pač več predsodkov in zaradi tega ne bo pač izvajali več tega vrstniškega nasilja, recimo, potem je pač smiselno, da izvajate neke pač delavnice po osnovnih šolah, da boste vključili več otrok, da boste, ne vem, izobrazili tudi mogoče starše, učitelje, karkoli že, skratka vse te aktivnosti, ki jih potem nameravate izvesti, tukaj pač opišite čim bolj plastično, lahko ste pač direktni. Tudi tukaj, ker recimo govorimo o tem, kako bo to pomagalo rešiti problem, da ne rabite nam govoriti o nekem opolnomočenju in tako naprej. Lahko ste pač direktni, ker ne poznajo priseljencev, imajo predsodke.
Mi jim bomo pomagali, da bodo priseljence spoznali, bodo videli, da so to ljudje iz mesa in krvi, lahko jih bodo vprašali, kar bodo hoteli. Skupaj se bomo usedali, preživeli dopoldne skupaj, se igrali, nekaj zapeli in bodo pač v bistvu na koncu ugotovili, da pač ni nič drugače, kot v kjerikoli drugi družini, oziroma da so to ljudje tako kot mi, in potem pač so teh predsodkov ne bodo več imeli. Ker bodo imeli možnost dejansko se z njimi konfrontirati 1 na 1 in bo pač zaradi tega tudi ostali otroci, ki prihajajo iz priseljenskih družin, ne bodo več tarča vrstniškega nasilja. In to pač je čist konkretno nam v bistvu razložite, na kakšno pot, po kateri boste prišli do te rešitve. Čim bolj konkretno, kakor se le da. In ja, ne rabite tukaj uporabljati nekih projektnih besed, lahko ste pač precej direktni. Sprašujemo vas seveda tudi še o razdelitvi nalog, predvsem tam, kjer bodo pač partnerski projekti, kdo bo kaj prevzel, na kakšen način si boste te stvari pač razdelili. Spet, kakor smo rekli, partnerstva sama po sebi ne prinašajo nekih dodatnih točk, zato pač nas zanima, kako si te zadeve razdelite, zato da se vidi, ali ima partner res dejansko neko aktivno vlogo tam noter, ali pa mogoče samo na papirju, pa v praksi pravzaprav ne obstaja. In potem je še zadnja kategorija, ko vas sprašujemo v bistvu v normalnih prijavnicah, se temu ponovadi reče tista inovativnost, nas pa tukaj v bistvu zanima pač to, kako je vaš projekt drugačen od tistih drugih. Spet najboljša stvar, ki si jo lahko pri tem predstavljate, je, da se neka druga organizacija pač loteva podobnega problema kot vi, ali pa istega problema kot vi, pa mogoče na malo drugačen način. Vi nas morate tukaj prepričati, da je način, ki ga zagovarjate vi, oziroma da je ta rešitev, ki jo vi zagovarjate, pač boljša od rešitve drugih, da ste tudi vi boljši, oziroma da morate pač nekako opredeliti, zakaj bi pač ocenjevalci izbrali prav vaš projekt in ne onega sosednjega, ki mogoče ima tudi podobno zasnovo. Skratka, kaj je novega, kaj je drugačnega pri vas. In to je to, kar je same prijavnice. Skratka, vse skupaj imate za opisati tisti glavni problem pa rešitev in pa potem te aktivnosti. In kakor sva rekla že prej, ja, na hitro zgleda, da je to pač 5 minut dela, ampak če boste si to vzeli samo 5 minut dela, bo pač prijavnica še vedno slaba, ker ne boste imeli dosti razmisleka o tem, da bi res dobro predstavili, kaj je problem, in tudi pač zato, da bi našli tisto najboljšo možno rešitev. Zdaj pa, če jaz kaj vem, smo že dobili nekaj vprašanj, ali ne? Ne, nimamo še. Ampak načeloma je to, kar smo imeli za prijavnice, tako da imamo na voljo vprašanja. Zdaj samo še pogledamo si še, kakšen je v bistvu postopek ocenjevanja. Najdem tukajle. Okej. Ocenjevanje bo tudi v tem razpisu v bistvu potekalo enako, kakor je v ostalih. Skratka, imeli bomo vsakič 2 zunanja neodvisna ocenjevalca, ki bosta pregledala vsako vlogo. In v primeru, da bo njuna ocena pač med seboj odstopala za več kot 30%, bomo vključili še 3. ocenjevalca, ki bo potem pač tudi samostojno neodvisno ocenil tisto vlogo. In v tem primeru potem upoštevamo povprečje 2 bližjih ocen. Potem, ko zunanji ocenjevalci naredijo svoje, grejo pač predlogi za podporo teh projektov v odboru za izbor projektov, ki pač oceni, pregleda še enkrat vse vloge in predvsem z vidika uresničevanja teh ciljev razpisa oziroma celotnega programa ACF na splošno, tega našega famoznega rezultatskega okvirja,
ki ga imate sicer tudi vi pač v razpisni dokumentaciji potem navedenega, ampak je največkrat toliko nerazumljiv, da ga lahko tudi ignorirate. Ampak odbor za izbor projektov ga pa mora potem upoštevati, ko da končni predlog, kateri projekti bi se v bistvu podprli in kateri ne. Končno odločitev pa vedno lahko sprejme upravljavec sklada, ampak do zdaj se nam še ni zgodilo, da bi bile te ocene kakorkoli odstopale od tistih ocen zunanjih ocenjevalcev. Skratka, načeloma so oni tisti ta glavni, vsi ostali pa potem potrjujemo. Imamo pa formalno možnost, da se pač odločitev spremeni, če bi ugotovili, da pač nekaj ne štima, da bodisi, ne vem, prijavitelji ne ustrezajo nekim kriterijem ali pa da mogoče te projekti ne nagovarjajo zares teh ciljev našega razpisa. Veronika? Ja. Tukaj bi mogoče samo pri odboru za izbor projektov, ker je v tem razpisu je posebnost teh 30-70% sredstev. Se pravi, tukaj bo zdaj, ko bodo prišli, ko bo narejena seznam projektov, ki naj bi šli ali v drugo fazo oziroma potem za podpis pogodb, bo odbor za razvoj projektov tisti, ki bo pazil na to pravilo 70%. Kako bo to izgledalo? Itak ste verjetno že videli, da vsi tisti, ki boste projekte izvajali v tako imenovanih slabše razvitih geografskih območjih ali po domače vse posod drugje, razen v tistih 4 mestih, boste itak dobili 5 točk več in boste že zaradi tega šli malo višje. Če pa zaradi tega, ker je pač vendarle razvitost organizacij, konkretneje v Ljubljani, precej boljša kot nekje na vasi, bi se vendarle zgodilo, da bi projekti, ki bi se naj izvajali v teh 4 mestih prešli, imeli pač toliko točk, da bi skupek njihov znesek bil višji od teh 30%, bo pa lahko kakšen projekt, ki pač se izvaja drugje, pač te preskočil. In to bo odbor za odbor projektov gledal. Bomo računali pač 30-70%. In torej, če je projekt, ki bi se, ne vem, izvajal pač nekje na vasi, bil sicer slabše ocenjen kot neki projekt za Ljubljano, ga bo lahko ta prehitel, zato da bomo upoštevali to pravilo 30-70, ampak v vsakem primeru pa seveda bodo vrsto zaradi pač te prednostne liste lahko preskakovali samo tisti projekti, ki bodo že v osnovi dosegli 70% točk, ker to je pa pač minimum za financiranje. Skratka, v vsakem primeru gre za kakovostne projekte, samo eni bodo mogoče lahko šli malo naprej. Torej, to bo tudi delal odbor za izbor projektov. Ja, super. Hvala, Tina, za to dopolnitev. In to je to, kar se tiče ocenjevanja. Vi kot prijavitelji oziroma pač tudi organizacije, ki sodelujete zraven, imate v vseh fazah možnost oddaje pritožbe. Vse pritožbe sprejemamo na mail pritožbe@acfslovenija.si. Pritožite se lahko pač na naše odločitev glede administrativne neupravičenosti, na zavrnitev projekta, na kakršnekoli nepravilnosti pri izvajanju programa. Mogoče še tista stvar, ki tukaj že fajn povedati, vse organizacije imate tudi možnost seveda vpogleda v vaše točke, ko dobite zavrnitev ali pa potrditev, skratka vse naše ocene so potem tudi obrazložene in dobite pač v bistvu z naše strani en tak pok, dostikrat je daljši kakor vaša prijavnica, ko vam povemo, zakaj ste bili toliko ocenjeni, tako kot ste bili ocenjeni, ker spet, kakor je Tina rekla, del tega našega dela je tudi pač krepitev organizacij in se nam zdi, da lahko potem iz takih nekih obrazloženih ocen tudi vi dobite dosti povratno informacijo glede tega, kako lahko v bistvu vse izboljšate za naprej, oziroma na katerih področjih morate še posebej biti pozorni, ko boste pisali druge prijave. Enake stvari delamo tudi pri projektih, ki grejo skozi, ki so pozitivno ocenjeni ali pa ki so predlagani za financiranje ali pa ki so na koncu odobreni. Skratka, vsem damo te povratne informacije zato, da pač vidite, kje so vaše šibke točke, pa kje so vaše močne točke in se lahko na ta način izboljšate naprej.
In to je to. Mislim, da sva glavne stvari s Tino pokrile, tako da sva na voljo še za dodatna vprašanja, za vse, kar še nismo povedali, kar bi vas še zanimalo, kakor je Tina že parkrat omenila, tudi tokrat vprašanja lahko z dvigom roke, s tem, da jih napišete na chat v Zoomu ali pa da jih dodate v komentarje na Facebooku za tiste, ki nas spremljate prek Facebooka. Skratka, če ima kdorkoli še kakšno vprašanje, dobrodošli. Čista tišina. Vse sva povedali, Tina, to je to. Potem pa v bistvu sledi sam še čist zadnji del in sicer tole, da imamo vzpostavljeno pomoč prijaviteljem in sicer je ta pomoč kar konkretna. Lahko pač za vse nas pocukate za rokav, bodisi po elektronski pošti podpora@acfslovenija.si, bodisi po telefonu, svetujemo 3 svetovalke, ki smo sicer tudi vključene v monitoring projektov. Jaz, Tina Cigler in pa Brigita Horvat, mislim, da sta obedve tudi z nami. Tedensko bomo objavljali tudi nova vprašanja in odgovore na spletno stran acfslovenija.si pod FAQ. Imamo nekaj vprašanj in odgovorov tudi že objavljenih, tako da dajte si tudi tisto pogledati, da vam bo jasno, kaj in kako. In pa organiziramo posebne delavnice za razvoj projektnih idej, za vsako od prednostnih področij eno delavnico in pa potem še 2 splošni ali pa recimo temu 2 dodatni za tiste, ki mogoče na določen datum, ko organiziramo tisto specifično, nimate časa, se lahko potem prijavite na splošno ali pa mogoče niste prepričani, na katero področje sodite, pa spet se lahko prijavite na splošno ali pa vas bomo mi mogoče potem še razvrstili na kakšno od bolj specifičnih. Se pa morate na vse te delavnice prijaviti. Prijavite se lahko na temu linku, tudi na spletni strani je pač vse pojasnjeno in objavljeno, tako da dajte to pogledati, dajte se res v čim večji meri pač udeležiti teh delavnic, zaradi tega, ker vam lahko precej stvari razjasnimo že takrat, pa vam bo mogoče zato lažje potem tudi samo prijavnico spisati čisto tehnično na koncu. Prva delavnica bo še 24. maja, tako da dajte čim prej pogledati, pa se pofočkati in se potem vidimo na sami delavnici. In pa imamo še eno vprašanje. In sicer, če bo organizacija, ki ima sedež v Ljubljani, izvajala večino ali vse dejavnosti v manj razviti regiji, jo boste šteli med 70% projektov za manj razvita območja. Ja, gleda se izvajanje, kraj izvajanja aktivnosti in ne sedež organizacije, zaradi tega, ker vemo, da tle prihaja lahko do večjih razlik. Ampak ja. Ali se lahko ista organizacija... Ja? Se samo misli še mogoče, preden gremo še na vprašanje glede pomoči prijaviteljem, da je ena zadeva tukaj manjka in to je ta, načeloma je individualno svetovanje, bo na voljo za vse tiste, ki bodo v drugi fazi. Če pa ste mlajša organizacija, novo ustanovljena organizacija, ustanovljena zadnja 3 leta, ki ima, tukaj pa zdaj govorimo o sedežu, ki ima sedež v vzhodni kohezijski regiji, razen v mestnim občinam, pa se lahko prijavite tudi za individualno svetovanje že zdaj. In tudi zato je obrazec na ACF spletni strani, na tem istem linku, kjer se prijavite za delavnice, tako da tisti, ki ste še posebej oddaleč, pa še posebej majhni, dajte pač še to izkoristiti. Teda zdaj pa nazaj na vprašanje, mislim, da je bila Valerija Munda. Tako, ja. Valerija Munda je vprašala, če se lahko ista organizacija prijavi na razpis z 2 projektoma. Ne. Kot prijavitelj lahko date samo en projekt. Skratka, en projekt
na enega prijavitelja, lahko pa ste potem kot partner vključeni v kolikor želite projektov. Ampak kot prijavitelj pa samo eden in se bo upošteval v bistvu samo tisti, ki bo prvi prijavljeni projekt. Tudi, če bi slučajno pač jih prijavili več, no? Bi bili ostali avtomatično izključeni, tako da ne ena organizacija, en projekt, ena organizacija kot partner pa lahko v nešteto projektih v teoriji. In še vprašanje od Tine iz Code Center 21, če se projekt izvaja v različnih delih Slovenije. Potem pač tam, kjer so kraje izvajanja, opišite, v katerih delih Slovenije se bo izvajal, kamod se lahko izvaja. Zdaj verjetno tukaj vas zanima, kaj se zgodi, če gre za kombinacijo, ne vem, območja, ki sodi v tisto 70% in območja, ki ne sodi v tistih 70%. Tle bo verjetno čisto individualna presoja glede na težo nekih aktivnosti v enem in drugem delu, ne. Če bo še vedno prevagalo pač v bistvu ta del, da se pač primarno naslavlja območja, ki so izven mest, pa ne vem, pride pa do neke zagovorniške akcije, recimo v Ljubljani, ker pač imamo v Ljubljani parlament in vse odločevalce, potem nam je pač logično, da gre za tistih 70, če bo pa obratna situacija, ne, da bo se pa vse v bistvu dogajalo v Ljubljani, ampak boste pa potem sam zato, da bi pač lahko kljukali še eno uno, pa rekali, ok, bomo pa, ne vem, eno predstavitev naredili še nekje v, ne vem, kje. Nekje v Novem mestu, oziroma ne, še kakšen Črnomelj recimo, ne, se pa spet to nekako ne prevaga, da bi samo zaradi tega pač pasali med unih 70%. Ocenjevanje pač ni matematika, ne? Tukaj to ni črno-belo. Ravno zaradi tega ste tukaj 2 oziroma 3 ocenjevalci, ki pač preberejo projekt, preberejo vse projekte, ki jih ocenjujejo, zato da se naredi neki vatel in se pač glede na to ocenjuje. Zato vam ne moramo zdaj reči, če boste vi izvajali tam, pa tam, pa tam, boste dobili 3 točke. Če boste pa tam izvajali, boste pa dobili 4 točke. Pač gre na celoto. Ja, vedno se pač vzame in upošteva tudi pač celoten kontekst projekta kot takega. Kaj se zgodi, če zaradi kakšnih zunanjih vplivov ali višje sile se projekt ne izvede v celoti? Tudi v tem obdobju se nam je zgodila korona in tudi v tem obdobju smo pač potem z že obstoječimi izvajalci se pač dogovorili čisto na individualni ravni, kaj se zdaj lahko naredi, kaj se ne more narediti, kaj se lahko podaljša. Mogoče ena stvar, ki še nismo omenjali, je to, da imajo vsi projekti možnost podaljšanja potem tudi za pol leta, maksimalno 6 mesecev, kar pomeni, da pač ne v res nekih kriznih situacijah, pomeni, da lahko v bistvu projekt za to časa podaljšate, kar je v bistvu v vašem primeru za polovico že predvidenega časa trajanja projekta, lahko projekt še podaljšate. In pač upamo, da potem v tem dodatnem času pač se lahko stvari izvedejo, ampak ne, mislim spet, ker ne moramo vedeti, kakšni so zunanji vplivi in kakšna je ta višja sila, se načeloma potem pa seveda čisto individualno dogovarjamo, kaj in kako. Spomnim se projekta iz prejšnjega obdobja, pa to je tudi nekaj, kar se zna zgoditi pač v tem obdobju. Prejšnji projekt je v prijavi predvideval odmeta deklet, ki so želeli spodbuditi ženske, da bi se vključile v politiko in so predvidevali neko kampanjo v času volitev. In so se jim zgodile predčasne volitve, ki so padale že v fazo, mislim, da je bila to že v fazi ocenjevanja, oziroma pač tik po ocenjevanju, tik po potrditvi projekta in v bistvu smo pač v tem primeru na koncu naredili nek nov načrt, kaj bodo pa zdaj naredili, ker pač niso mogli več vplivati na kampanjo, ker je bila kampanja že pač končana in ker so volitve že potekale. No? Tako da načeloma vedno pač potem iščemo neko rešitev z prijaviteljem oziroma pač s tem glavnim partnerjem. Če se pač to ne da, je še vedno možnost pač predčasne prekinitve pogodbe, pa se pač priznajo stroški, ki so do takrat nastali. Skratka, milijon možnosti imamo in se potem pač čisto individualno zmenimo, kaj in kako, ker pač ne moramo pa na suho reči, kaj točno bi bilo v tem primeru. Vedno se pa pač gleda, če se le da, se pač potrudimo, da se projekt izvede v čim večjem obsegu, v čim večji meri, tako kot je bil tudi pač zastavljen, prijavljen, ampak
Nam je glavni interes to, da pač dosežemo te rezultate in smo usmerjeni v cilje. In zdaj tudi, če pač vmes ugotovimo, da lahko na nek drug način še vseeno pridemo do teh ciljev, smo pač absolutno pripravljeni spremeniti mal način izvedbe, dokler pač so cilji doseženi. Tukaj bi mogoče samo še dodala, kar smo tudi sicer posebej opozorili, ker je dvostopenjska prijava, je prvi datum začetka projekta 1.1.2022. Skratka, razmišljate o drugem letu, ne pa o zdaj. To je pomembno, ko boste pač načrtovali. Ja, ko boste razmišljali o tem, kaj sploh v bistvu prijavljati, kje so tiste stvari, ki so najbolj smiselne, imejte v glavi to, da dejansko bomo imeli odločitve šele decembra letos, če bo šlo vse tako, kam mora iti. Tako da ne gre za to to ni hitri odziv, ne gre za neke stvari, ki bi jih bilo treba rešiti zdajle takoj, ampak res gre za neke take klasične projekte, da se naslavljajo neki problemi, ki že v bistvu dlje časa obstajajo in se jih da pač tudi rešiti na daljši rok. Vprašanje glede dejavnika inovativnosti, Lucija Kolar Komplementarium, je bolj pomembna tematska inovativnost ali da bo pristop k temi inovativen ali oboje? Hvala. Absolutno oboje, spet tudi tukaj pač je težko reči eno ali drugo, gleda se pač ponovno projekt kot celoto. Včasih gre pač to, da se neko ciljno skupino na nek inovativen način vključi v neke aktivnosti, v neke dejavnosti ali pa si ponudi nek drugačen način sodelovanja. Drugič gre pa pač čisto za neke metode, ki so prvič preizkušene. Tretjič je pa lahko, da se pač dejansko sploh prvič nameni neki tematiki neko večjo pozornost, ki se je prej ni, tako da pač ni zdaj vezano eno, drugo ali tretje, ampak dejansko tisto, kar pač velja v vašem primeru. Skratka, spet ocenjevalci gledajo projekt kot celoto, tudi pri inovativnosti se pač gleda celota. Pazite pa spet na to, da za tiste stvari, ko pišete, da je to pač drugače in da to delate, da je to pač posebnost tega projekta, da to dejansko drži. Da ne gre za pač neko stvar, ki pač jo že vi delate 10 let isto in imamo 5 drugih organizacij, ki jo 10 let dela isto, ali pa ker je pač nekaj, kar se pač v tujini že zelo uveljavljeno, ne morete pa reči, da ste vi zdaj nekaj na novo odkrili. Ocenjevalci pač grejo, načeloma itak poznajo področje, hkrati pa grejo tudi pač, ko ocenjujejo posamezne projekte, malo pogooglati, tako da pač pazite na to, kaj Google že hitro najde. Hvala. Prosim, in vprašanje z Nave Vardjan, se opravičujem. Ali torej v projektu ni treba določiti kazalnikov in jih številčno opredeliti? V tej fazi, da bi prav posebej govorili o kazalnikih, ne. To bo prišlo potem v drugi fazi. Zdaj je pač res glavni fokus na tem, da vemo, kaj je problem, ki ga želite rešiti, da vemo, kako ga mislite rešiti in pa potem tudi, da imamo ta okvir aktivnosti, s katerimi ga želite nasloviti. Tako da nekaj, recimo temu kazalnikov, ki jih boste potem tudi bolj konkretno opredeljevali, se verjetno vidi že samega z opisa aktivnosti, sploh pač na tej ravni, kar se tiče samih na ravni outputov, direktnih učinkov aktivnosti. Te je fajn, če se jih da že razbrati samih aktivnosti, zato da mi vemo, koliko boste posegali v, če pišete samo, da boste na osnovnih šolah izvajali aktivnosti, jaz ne vem, ali je to zdaj ena šola, ali jih je 5, ali jih je 10, ali jih je pa 100, je fajn, da to k nam že poveste približno, kje boste, ali pa ne vem, katere otroke, katero starostno skupino boste naslovili, ali bo to delavnica, ki bo trajala en dan, ali bo trajala 1 uro, ali bo pa pač, nek 15-minutni šnelkurs. Skratka, neke te stvari, glavne okvirje, je fajn, da nam pač razložite že tam, kjer boste opisovali vaše aktivnosti. Zato smo dali zraven tudi te primere, da vidite približno, kako naj bi aktivnost bila opisana, koliko detaljno oziroma koliko informacij naj bi imela. Ampak drugi kazalniki pa pridejo potem v drugi fazi. Spet, kot rečeno, probali smo iti na poenostavitve in ravno zaradi tega smo hoteli v tej fazi še spustiti
kazalnike in tako naprej, tudi zato, ker vas pač med prvo in drugo fazo pač imate to možnost tega individualnega svetovanja, kjer lahko skupaj pogledamo, kjeri so zdaj tisti kazalniki, ki bi bilo najbolj smiselno vnesti v prijavnico in tudi kako v bistvu jih boste lahko potem dokazovali, na kakšen način boste zbirali informacije, da boste lahko na koncu rekli, ja, to smo pa res dosegali, ali pa ne, tega nam pa ni uspelo doseči. In pa še vprašanje iz kluba Taraja. Aha, ni vprašanja, je samo, da nam želijo prijeten deloven teden. Tako da je to. Mogoče še kakšno vprašanje na Facebooku bilo zastavljeno, če sem samo preveri ali pa ne. Mislim, da ne. Ne. Potem pa mislim, da je to. Še zadnji poziv na vprašanja. Tole je vaša zadnja priložnost, da zdajle vprašate karkoli. Sicer pa, kot rečeno, še vedno delajo naši maili, delajo naši telefoni, vse do 5.7., potem pa je v bistvu tisti zadnji teden, ko vas ignoriramo in vas pustimo, da v miru pripravite in sfinalizirate prijavnico do konca. Mogoče še enkrat res, če se le da ne pošiljati prijav zadnji moment, tudi na prejšnjih prijavah oziroma pri prejšnjih razpisih se nam je na žalost zgodilo to, da je bila kakšna prijavnica za par minut prepozna in smo mogli zato zavrniti. In to pač je nekaj, kar nas srce boli, ko to vidimo, pa verjamem, da še bolj vas, ki ste v bistvu vložili toliko truda in energije in časa v pripravo prijavnice, potem pa pač je v bistvu nobeden niti ne odpre. Tako da ne se tega delati, dajte rajš kakšen dan prej poslati, pa boste vi bolj mirni, pa tudi mi bolj mirni, ko bomo videli, da ste uspeli poslati in bomo lahko spremljali, koliko projektov, ki bomo mogli pregledati. Ko točni sva kot urica. Zdaj bomo ciljali na to, da bomo delavnico končali 1 minuto prej, kot smo napovedali. Tako da hvala vam za aktivno udeležbo. Upam, da ste dobili vse pomembne informacije, kot je rekla Veronika, tukaj smo. Tako da spremljajte nas na vseh mogočih kanalih, mi pa si seveda želimo čim boljših projektov, da bomo vsi skupaj čim bolj srečni. Tako da hvala, lep dan, naj čim prej sije sonce. Adijo. Lep dan vsem.